centru Ljubljana. Danes popoldne v kliničnem centru poteka drugi ljubljanski simpozij robotske kirurgije in to je pač najboljša priložnost, da tudi predstavimo vse novitete, kam tudi robotska kirurgija gre, rezultate in opozorimo na nekatere tudi stvari, ki je pomembno, da na nje opozorimo. Z nami so docent dr. Simon Havlina, klinični oddelek za urologijo, potem je z nami docent dr. Jan Grosak, klinični oddelek za abdominalno kirurgijo. Z nami je tudi docentka doktorica Mija Blaganje, klinični oddelek za ginekologijo in z nami je tudi v.d. strokovnega direktorja kliničnega centra, tudi kirurg, docent dr. Gregor Norčič. Posebej pa pozdravljamo tudi pacienta, ki bo z nami delil izkušnje, kako hitro je okrevanje po robotski operaciji, to je gospod Tone Lovšin. Tako da, dr. Havlina, lepo prosim za uvodne besede. Hvala lepa, tudi, da ste se odzvali v takem številu. Jaz bom probal biti čim krajši in vam postregel z določenimi podatki, ki so na voljo. Torej, v bistvu namen te novinarske konference je, da vam prikažemo vse prednosti robotske kirurgije, potem kako smo implementirali robotsko kirurgijo na področje ginekologije in pa seveda vas prosimo za pomoč pri pridobitvi novega sistema, ki ga nujno potrebujemo, in pa širjenju programa. Zdaj, nekateri, ki ste bili lansko leto tukaj, se spomnite, da smo govorili o tem, da bo država kupila 3 robotske sisteme. Zdaj, žal, ravno po tem našem simpoziju je prišlo do nekih strukturnih sprememb na ministrstvu, tako da seveda pač teh robotov Slovenija ni pridobila in pač vas prosimo za pomoč pri nadaljnjem širjenju. Ne samo za UKC, ampak tudi za druge bolnišnice. Zdaj seveda poznate vse te prednosti robotske kirurgije, ampak čisto na kratko dejansko omogoča robot, da dostopaš do določenih struktur skozi manjše reze. Poškodba zdravih okoljnih tkiv je minimalna in seveda prednosti robotske kirurgije se kažejo tako za bolnike, kot tudi za medicinsko osebje. Torej, varnost operacije večja, čas hospitalizacije je krajši, bolniki so krajši čas odsotni iz dela, potem so tudi funkcionalni rezultati boljši in pa možno je operirati več organskih sistemov naenkrat, tako da se povezujemo z kolegi iz različnih vej kirurgije. Zdaj, za osebje to predstavlja tudi velike pluse, saj so te bolniki manj zahtevni, manj jih boli, manjši stres, torej manjša možnost, da se kaj hudega zgodi po operaciji. Na samo posteljo je hitrejše obrati, saj v bistvu bolnik pride in potem hitro zapusti bolnišnico in ob pomanjkanju vsega kadra, ki nas spremlja, je to vsekakor razbremenitev. Čisto na hitro številke, v svetu je več kot 7500 robotov. Ko smo kupovali sistem leta 2018, je bilo teh sistemov 4400, tako da vse te prednosti so prepričale določene centre, da so šli v nakup sistema. Zdaj, če pogledamo bližje, Italija ima več kot 200 teh sistemov, kar znese nekje 3,3 robote na milijon prebivalcev. Slovenija ima 2 robota, torej 1 na milijon. Tudi dober podatek, leta 2018 je bilo teh sistemov 90 v Italiji. Število posegov, ki se izvedejo na leto, na svetu, ves čas raste, velik boom, splošna kirurgija in pa seveda urologija, ginekologija, ORL, torej otorinolaringologija in pa torakalna kirurgija. Zdaj, v kliničnem centru smo do zdaj opravili okoli 1500 posegov. Kot vidite, številke rastejo z vsakim letom. Lani smo naredili 350 posegov, letos jih bomo verjetno naredili 400. In pa če se primerjamo z drugimi centri, naredijo nekje v povprečju 200 posegov na en sistem. Torej,
smo že zdaj dvakrat čez. Ne smemo pa pozabiti tudi na to, da je Univerzitetni klinični center bil v bistvu glavna ustanova v Sloveniji in ne samo v Sloveniji, v bistvu v tem delu Evrope in temu moramo slediti. Zato je potrebno nekako vzpostaviti povezave s tujino in ohranjati to prepoznavnost, ki jo imamo, in vsekakor bi radi postali referenčni center za ta del Evrope. Čisto na koncu, tehnološki napredek je neprestan in tukaj so novi proizvajalci robotov, možno je operirati daljavo, potem umetna inteligenca in najnovejši robot, ki bo zdaj prišel v Evropo, je single port, torej operira čez eno majhno lukenco. Sicer ni primeren za vse bolnike, vendar primerljivi centri imajo recimo že več teh robotov, ki jih ima zdaj klinični center in bodo nadgradili svojo ponudbo bolnikom še s tem robotom SP. Hvala lepa. Lahko, prosim, samo še to zadnje ponovitev single portu, če še enkrat poveste, ker vas ni bilo slišati zaradi zvoka. No? Aha, da zdaj pride v Evropo single port, drugače je nekaj let v Ameriki. Ni sicer primeren za vse vrste bolnikov, ampak je to kot neka nadgradnja za določeno patologijo, tako da vsi te centri imajo po 3-4 robote, tega jih imamo trenutno mi v UKC, in nadgradijo v bistvu še single portom, ki je primeren za določene paciente. Najlepša hvala. Zdaj pa mogoče nadaljujemo kar z vami, docent dr. Kosek. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Se je v bistvu lahko še krajše, kot sem mislil, pravzaprav je Simon že vse povedal. Mi smo veseli pravzaprav podpore naše ustanove pri razvoju robotske kirurgije. Veseli smo, da imamo to kontinuiteto programa, tako na področju abdominalne kirurgije, s katero se sam ukvarjam. Zelo veseli smo zdaj tega dodatka, se pravi, da so prišli tudi ginekologi. Seveda pa tudi si želimo, da bi tudi druge specialnosti, s tem v mislih zdaj predvsem na začetku torakalne kirurge, pa kasneje še druge, kot so ORL in tako naprej, da bi tudi oni imeli možnost v bistvu delati na tej res dobri, moderni robotski platformi. Zdaj pa prosim docentko doktorico Mino Blaganje, z področja ginekologije. Mogoče mikrofone predstavlja, ne? Ja. Hvala lepa. V glavnem na kliničnem oddelku za ginekologijo ginekološke klinike smo se letos 4. marca končno pridružili robotski ekipi Univerzitetnega kliničnega centra in s tem izpolnili inicialni plan z časa nabave prvega robota, ko smo za leto 2024, torej za 5. leto obratovanja robota, predvideli 50 ginekoloških posegov. Glede na to, da je danes 11. teden od začetka tovrstne kirurgije pri nas, beležimo 18 ginekoloških operacij, ki so se progresivno seveda stopnjevale po svoji kompleksnosti. Zaenkrat operiramo poleg začetnih pacientk za patologijo adneksov histerektomije, tudi že za raka materničnega telesa, torej raka maternične sluznice, skupaj z limfadenektomijo, enega od takih prikazov vidite tudi zadaj na posnetku, hkrati pa tudi že kompleksne motnje statike medeničnega dna in sicer laparoskopske posege za rekonstrukcijo tovrstnih težav, ki jih zelo pogosto kasneje, ko bomo lahko uspeli tudi pri interdisciplinarnem pristopu, združujemo pri pacientkah, ki to potrebujejo, tudi z kolegi abdominalnimi kirurgi. V nadaljnjem načrtu seveda je, da ne samo, da izpolnimo teh 50 posegov letno,
že v letošnjem letu, ampak seveda, da postopno širimo tudi ekipo, ki bo z robotom na našem oddelku delala. Jo razširimo potem tudi na druge patologije, kot je endometrioza, kot so posegi, kjer se soočamo z zapleti naših operacij, kjer pogosto sodelujemo tudi s kolegi urologi, tako da na vsak način načrtov je še veliko, smo samo na začetku. Najlepša hvala. Zdaj pa prosim še v.d. strokovnega direktorja, docenta doktorja Gregorja Norčiča, ki tudi sodeluje pri robotskih operacijah. Ja, lepo pozdravljeni. Jaz bi rad poudaril, kar je seveda splošno znano, da je Klinični center Ljubljana največja bolnišnica v Sloveniji in je istočasno končna univerzitetna ustanova, kar pomeni, da je dolžna razvijati nove tehnologije in zavezana prebivalstvu Republike Slovenije ponujati najboljše, najmodernejše zdravstvene storitve na vseh področjih, v vseh medicinskih strokah. Še posebej velja seveda to tudi za kirurško stroko, zato ker gre za največjo kliniko znotraj kliničnega centra in največji kirurški oddelek v državi. Nedvomno je razvoj kirurgije v zadnjih desetletjih tesno povezan z razvojem tehnologij. Kirurgija se je v grobem razvijala iz klasične kirurgije preko laparoskopske kirurgije in z nadaljnjim napredkom tehnologije prešla v robotsko kirurgijo. To je jasen trend v celotnem razvitem svetu. Vendar, kot vsaka tehnologija, je tudi ta tehnologija povezana z nekimi stroški. In zato ne gre zgolj za to, ali si mi želimo, ali smo sposobni določene stvari izvajati, temveč tudi za to, ali nam je omogočeno s strani sistema financiranja, da take dejavnosti izvajamo. Kirurške stroke so strani plačnika, to se jasno kaže tudi iz finančnega stanja te ustanove, v zadnjih letih bile izrazito podfinancirane. Največjo ceno plačujejo ravno ustanove, ki najbolj zahtevno in najbolj tehnološko podprto kirurško službo izvajajo. Tukaj smo seveda mi na prvem mestu, zato se tudi pravzaprav danes o tej zadevi sploh pogovarjamo. Gre za to, ali bomo v tej državi razvijali kirurško stroko, ki bo lahko šla v korak z razvitim svetom, ali bomo pač ostali v desetletjih, ki so za nami. Mi mislimo, da Klinični center mora razvijati to kirurško stroko, zato tudi na tem mestu pozivamo plačnika, da nam omogoči, da delamo to, kar znamo. Gre za to, da so trenutni modeli financiranja naravnani na ene druge čase in mi vsakim posegom, ki ga izvajamo, ustvarjamo izgubo. To je na nek način sicer prepoznal plačnik že pred leti, ko smo to tehnologijo uvedli v klinično prakso in je k uveljavljenemu načinu financiranja za vsak robotski poseg dodal neki pavšal, eno dodatno vsoto, ki pa se od leta 2018 pravzaprav ni nič spreminjala. In tudi ta dodatek imamo številčno omejen. Mi smo te številke vedno presegali, te številke, ki nam jih je plačnik odobril, smo vedno presegali in bomo tudi letos presegali. Mi smo zaprosili, da bi dobili dodatek financiranja, ki že sam po sebi ne zadošča za 400 posegov, dobili smo jih nekaj manj kot 300 odobrenih in bomo to številko gladko presegli. Presegli smo jih vsako leto in smo vse te posege izvajali na lastno finančno škodo. Tako da jaz upam, da bo tudi preko vas javnost senzibilizirana za ta problem. Skratka, mi rabimo financiranje
novih tehnologij, če jih hočemo ponuditi našim bolnikom. Ne gre zgolj za številke posegov, to ni nepomembno, ampak tudi za dodatek, ki ga dobimo plačano. Kot rečeno, ta dodatek se od leta 2018 ni spreminjal in vsi vemo, kako je s cenami drugih surovin in dobrin v zadnjih letih. Tako da mi smo sposobni, voljni in pripravljeni razvijati nove tehnologije. In jaz verjamem, da v interesu vseh nas, ne samo zdravnikov, bolnikov in tudi ne nazadnje javnosti, da mi to, kar znamo, delamo in da ponujamo naše storitve v največji možni meri vsem, ki jih rabimo. Toliko z moje strani. Morda bi lahko zdaj zadevo z perspektive enega bolnika bolje urednotil še eden izmed uporabnikov tovrstne tehnologije, pa glede na to, da gre za bolnika urološke klinike, ne bi ga preveč poudarjal, ampak ga mogoče dr. Hovino lahko predstavi gospoda. Ja, gospod bo sicer sam razkril potem, kako pa kaj. Pač lahko povem samo, da je bil pred nekaj več kot mesecem dni operiran in mogoče najbolje, da kar sam pove, kaj je občutil in kako se počuti. Hvala lepa za možnost predstavitve moje zgodbe. Moram reči, da po operaciji, ki je bila 4. aprila, sem z vsem mojimi kolegi, ki se srečam, sem jim nadležen, ker vsakega vprašam, a si meriš PSA-ne, torej a si meriš prostatični specifični antigene. Pa malo začudeno gledajo, zakaj, pravim, jaz sem želim, da se bo tvoja zgodba šla tako, kot se je moja, in če strnem mojo zgodbo, lansko leto v 7. mesecu sem imel vreden pregled v lokalni ambulanti v Ribnici, referenčni pregled, in po tem pregledu so vsi parametri so bili v redu, edino PSA je bil pa 9,6, ker je tik pod alarmantno mejo. In seveda ta zdravnica me je napotila na urologu in potem sem opravil prvi pregled pri urologu in prvi pregled je bil še s prstom, ročni, rektalni, in povem, da že ta pregled s prstom je rekel, se prostata lepa, elastična, samo nekje tam med 3. in 5. uro pa počutim eno zatrdlino. To je bilo prvo. In potem me je napotil na ultrazvok in ta ultrazvok je zopet potrdil, da nekaj je notri, se pa ne ve, kaj je. Potem sem mogel iti še na magnetno rezonanco. No, magnetna rezonanca je bila že lepo pokazala, če je prostata v velikosti kostanja, sem imel jaz neko strukturo znotraj prostate v velikosti graha. Še vedno se ni vedelo, kakšna je ta struktura. Potem sem popravil biopsijo prostate v bolnici Novo mesto. Ta biopsija je pa pokazala, da je od 10 vzorcev, od 10 funkcij, je bilo 6 rakastih. Bile so rakaste po tej lestvici Gleason 7, to je tak začetni stadij. In potem smo se z urologom seveda posvetovali, kaj narediti. Bil sem seznanjen, da obstaja več opcij, od spremljanja do zdravil, do operacije, kemoterapija, obsevanje, več opcij, pa nisem kaj dosti okleval, ker pač, če imaš, razmišljal sem, če imam nekaj rakastega v sebi, bi jaz to najrajši dal ven. Posebej še, ko je operater me decembra
sprejel, pa sva pregledala anatomijo, kaj se dogaja, ne. Sem si prav zapomnil, operater je rekel, ja, bomo pa, ker je tako zgodni stadij, ne, lahko ohranimo živčne pleteže, ne, in nam ni treba posneti vse okoljsko tkivo, ne, ker mi je tako vzbojalo upanje, mogoče pa mi bo še potenca ostala, ne, mogoče bom pa še kontinenten, se pravi, mi ne bo uhajala voda, ne, ker to so ene take dve posledice te operacije, ne. Sam po sebi sem si mislil, to je tako, kot da bi Pogačar rekel, ne vem, na 14 km po cilju bom pa napadel, ne, in bom vse druge prehitev za, ne vem, minuto pa pol, ne. Sem rekel, plan je sicer lep, ne, ampak v realnosti se pa vse sorte zgodi, ne. Tako da, ne, tudi med operacijo se lahko vse sorte zgodi, ne. In pač, tako da sem bil psihološko pripravljen na razne scenarije, ne. No, ta dan operacije je prišel, 4. april, operacijo ob 8. sem uspaval, zbudil sem se ob 11:30, brez prostate, ne. In moram reči, da ta dan popoldne, ko sem ležal v 8. nadstropju, pa sem gledal tako moj trebuh, ne, mi je šlo kar na smeh, oziroma tako od veselja, no, v bistvu, ker sem imel 5 pik, ne, 5 flajštov, oziroma, kako se to reče, obližev, no, 5 obližev, ne, po operaciji, in jaz sem lahko kašljal, lahko sem se smejal, lahko sem se premikal, ne, in to sem rekel, wow, super, to je pa že torej, to je lepa prednost laparoskopskega pristopa, ne. To je bilo četrtek, v petek ob 12 sem šel jaz domov, ne, sicer za katetrom, ne, in ta kateter sem imel pol en teden. Čez en teden sem lahko sam prišel si ta kateter semle odstraniti, ne, ste mi kateter odstranili. In ta dan je bil tudi en tak dan, trenutek resnice, ne. Ker sestra je ta kateter odstranila, pa je rekla, no, tukaj imate pa pleničko, ne, pa se vedete, ne, in tukaj imate 5 pleničk, ne, za jutr, ne, kar bo pa več, si pa 5 iskat pa tam v ambulanto, ne. Tako da sem rekel, ok, to je to, ne. Jaz sem seveda to pleničko vneto si dal, ne, čez dan je bilo vse v redu, jaz sem šel lahko na vodo, ne. Sem rekel, pleničko moram po noč sigurno bo tako v redu, ne. Tako da sem še po noč nosil, skratka, naslednji dan sem gotovo, da je funkcija, torej kontinence ohranjena, ne, ker sem bil ful vesel, ne. Tudi funkcija erekcije je bila ohranjena, ne, tako da, ne vem, verjetno je to tudi pač ta robotska natančnost to omogočila, tako da, tako kot je operater napovedal, tako se je to zgodilo, no. Se pravi, sem lahko srečen in zadovoljen, da sem žanjem te sadove, te tehnologije, ne. To je ta plat zgodbe, ne, zdaj pa druga plat zgodbe pa neka fizična aktivnost, ne. Dejansko, razen s tistim katetrom, je bilo malo narodno pol hoditi prvi teden, ne, ampak ko je pa šel kateter stran, sem pa jaz normalno se gibal, normalno delal, seveda težkih bremen nisem smel dvigovati, ne. Sem pa 5. teden šel igrati tenis, ne, torej 5. teden po operaciji, sprva še malo tako previdno, ne, pa sem povedal, da to gre, da nič ne boli, da je vse v redu, tako da jaz igram že 5., 6., zdaj 7. teden veselo tenis 2-krat, 3-krat na teden, ne. Tako da to je moja zgodba, no. Hočem samo reči, pojdite pravočasno na merjenje PSA-ja, če se odkrije pravočasno spremembe na prostati, se dajo zelo, zelo uspešno rešiti in uspešno zdraviti. To je z moje strani. Najlepša hvala, bi morda docent dr. Kovina še kaj pokomentiral, sicer pa potem vprašanja vaša. Kaj več v bistvu nimam za dodati. Predvsem tukaj ste videli to zgodbo, kako hitro se lahko v bistvu bolnik vrne v vsakdanje aktivnosti in tudi opravlja svoje delo.
To pomeni, da ni na bolniški 3 mesece, 6 mesecev ali pa celo neha delati, ne? Ampak da se vrne na delovno mesto zadovoljen in v bistvu ustvarja za našo družbo dobre stvari. Tega sicer Slovenija nima v obračunu, koliko nekako prinese neka taka kirurgija plusov, ampak govorimo samo o minusih teh začetnih investicij. Zdaj pa vprašanja. Mogoče, gospod strokovni direktor, za vas ste bili vi na vezi kaj z Ministrstvom za zdravje, zakaj ni bilo oziroma ne bo robota, kakšni so razlogi, ste kaj v komunikaciji glede tega? Ne, pravzaprav v tej nimam informacije, mi smo neposredno spraševali. Naša prva skrb je, da poskrbimo, da bomo ti posegi, ki jih že izvajamo, lahko nekako finančno vzdržno izvajali, to je naša prva skrb. Seveda pa, kot je že docent Havina povedal, mi smo tega robota, to platformo, ki jo trenutno imamo, več kot zamortizirali. Mi jo koristimo več kot primerljive ustanove v tujini, tako da mi bi seveda vsekakor želeli novo platformo. Če bi bilo financiranje vzdržno, bi verjetno celo razmišljali, bi kot ustanova to poskušali sami nabaviti. Zagotovo bomo pa veseli, če bo naš lastnik, to je Republika Slovenija preko Ministrstva za zdravje, omogočila nakup dodatne platforme. Kot rečeno, mi imamo že zdaj to platformo polno zasedeno, imamo še dejavnosti, ki bi jih radi širili, robotski program bi radi širili na dodatne strokovne dejavnosti, tako da zagotovo je potreba za dodatno robotsko platformo. Na zadnje bi radi bili tudi primerljivi. Vi verjetno od nas pričakujete, da se primerjamo z ustanovami v razvitem svetu. Večina ustanov našega ranga, univerzitetnih bolnišnic, imajo več kot eno platformo in mi bi radi bili njim pač primerljivi tudi po tej plati, ki je glih kolega, oziroma vi ste omenjal našega znanega kolesarja. On tudi ne bi mogel kolesariti s kolesom izpred 15 let, veste. Formula 1 vsako leto novi avto dajo, ker če ga nimajo, ne morejo tekmovati. Tako da, jaz upam, kirurška stroka je zelo tesno povezana z razvojem tehnologij. Vsi veste, kako je z računalniki, kako je s telefoni. Enako velja tudi za našo opremo. Če vi od nas pričakujete, da mi tekmujemo v tej ligi, potem seveda so neki pogoji, ki jih mora izpolniti družba. To so pač ustrezna infrastruktura, ustrezne aparature, vzdržno financiranje, kajti zelo nefer je, da po eni strani poslušaš o nekih zgubah, ki jih imajo bolnišnice, po drugi strani pa pričakuješ, da uporabljamo moderno tehnologijo, za katero nimamo urejenega vzdržnega financiranja. Rečeno, mi smo velik delež teh posegov, ki smo jih naredili na robot, delali na lastne stroške. In mi se bližamo že tej meji, že letos, tej meji financiranja, ki jo bomo dobili, ki bomo verjetno koncem poletja presegli, bomo jeseni delali na lastno škodo, na lastno finančno škodo te posege. Mi to delamo, zato ker vemo, da je to prav, ker pač gledamo svet in vidimo, kam ta stroka mora iti. Toliko. Upam, da sem odgovoril na vaše vprašanje. Da veste, kakšen je prihranek bolnišnice, ker recimo pacienti prej odidejo, mislim, dobro, v minusu ste, ker preveč naredite tega, ampak pacienti pa imajo krajšo ležalno dobo. Prihranek bolnišnice ni, prihranek bolnišnice ni, to je prihranek za družbo. Prihranek za družbo, za financerja.
ki mi človeka spravimo prej v normalni življenjski ritem, gre prej službo, manj ima teh bolniških nadomestil, prej začne delati, več davkov plača. Veste, to je težko ovrednotiti. To so delali ljudje v državah, ki so tej sistemi boljš razdelani. Mi teh računic v Sloveniji nismo naredili, tudi za kakšno drugo tehnologijo. Ta zgodba se veste ponavlja. Vse te modernejše tehnologije so za nekaj dobre, vendar vsem pred očmi ostane tisti prvi začetni strošek. To je malo smešen, ampak v bistvu je manjši minus, kaj grejo prej domov, če razumete. Ja. Še vprašanja? Morda samo še to, če nima noben. Glede na to, da naredite prekomerno število operacij, pa robota uporabljate, če jaz vem prav, tudi popoldne, ne? Je sploh še kaj rezerve, da bi recimo se to torakalno vključila ali pa ORL? Ni. Rezerv ni več, se glih zato nujno potrebujemo še eno platformo, da na eni strani bo lahko ginekologija zaživela tako, kot more. Vi morate vedeti, da je vsa ta ekipa, ki je v bistvu implementirala robotsko kirurgijo na ginekologiji, v bistvu dela prekomerno, torej žrtvujejo svoj prosti čas, zato da pridejo popoldne ob ponedeljkih pa četrtkih razvijati te nove metode. Nekako za zdravnike, ki stremimo k temu, da probamo nekaj novega uvesti, je mogoče to še celo razumljivo, ne? Za sestre, ki pa že tako dežurajo in so ves čas v bolnici in potem pride nek mlad entuzijast, da bomo uvajali še nekaj novega popoldne, je pa res ena velika žrtev in vsa čast in hvala za to, da so se žrtvovali. Mogoče ni čisto bilo jasno povedano, v javnosti nekaj napačna percepcija vztraja. Ta robot obratuje od jutra do večera, veste, na njem se popoldne dela 7 dni v tednu praktično. In samo še čez vikend lahko potem čez vikend sam stoji, ampak to ni neka hiba, ki ga bistveno več uporabi se bil v kakšnih ustanovah v tujini. Noben te opreme ne koristi toliko kot mi. To je enkrat ena. To ni nobene dileme. Pa čisto tak spet pragmatično, vsaka avto vozi na servis. Servis je čez eno let, pa po toliko prevoženih kilometrih. Veste, verjetno tudi isto vala. Mi ga bomo prej porabili, tega robote, če ga bomo imeli cel dan v obrat. To se moramo zavedati. Ni aparature, ki je imuna na obrabo. Tako da mi bomo to aparaturo zamortizirali hitreje, kot bi jo, če bi imeli dve. Kot bi vsak od njih, če bi imeli dve, pa bi na vsaki sam pol toliko naredili kot na te. Istočasno pa lahko več strok potem razvijali v modernejših tehnologijah. Tako da je res pomembno, da javnost razume, da pač tehnologija, napredek, vse to je povezano z enimi stroški na ceno, ki je treba plačati, če hočemo to imeti. Tu ne gre za honorarje kirurgov, to so obratovalni stroški, aparatur. Če je kakšno vprašanje? Če ni, potem se vam zahvaljujem za udeležbo.